Pozdravljeni, dobrodošli v šoli za vlagatelje tveganega kapitala. Sem Marja Milič in skupaj z vami bom raziskovala svet investiranja v zagonska podjetja. Marsikdo se sprašuje, kako postati investitor, iskati prave priložnosti, kakšne so tveganja, kakšni so donosi, koliko kapitala je sploh potrebnega, pa tudi koliko znanja. Odgovore, praktične rešitve in dragocene lekcije boste od izkušenih vlagateljev in strokovnjakov dobili na brezplačni šoli za vlagatelje tveganega kapitala, ki se bo odvila online od 2. novembra do 3. decembra. Šola za vlagatelje je namenjena vsem tistim, ki želijo vstopiti v čevlje investitorja tveganega kapitala. S tovrstno investicijo se lahko občutno poveča možnost za lepo oplemenitenje naložbe, toda pozor, hkrati tudi prinaša tveganja, ki jih je potrebno najprej prepoznati, potem pa tudi obvladovati. Statistika namreč kaže, da kar 80% zagonskih podjetij ne doseže svojega cilja in prej ugasnejo. Zato preden se podate na pot investitorja v startupe, obiščite brezplačno šolo za vlagatelje tveganega kapitala in se opremite z znanjem. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju s South Central Ventures, financira pa jo Slovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Nekaj angelskih investitorjev boste spoznali tudi v posebni seriji epizod Šola za vlagatelje, ki jih pripravljamo za vas. Z njimi se bomo pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo pri tovrstnem investiranju. Zanimivo bo, zato nas poslušajte oziroma gledajte. Moj današnji gost je izkušen podjetnik in investitor Ernest Žejen, direktor podjetja Žejen, ki razvija in ponuja rešitve za digitalno transformacijo podjetij. Svoje znanje in izkušnje deli tudi kot mentor startupom v ABC pospeševalniku, je pa tudi ambasador v sklopu Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS za kar nekaj držav: Nemčija, Avstrija, Švica, Južna Amerika, Kitajska in Rusija. Pozdravljen, gospod Žejen. Simpatično pozdravljena. Ja, a sem vse države naštela, a sem kakšno zgrešila? Ja, plus, minus, glavno je, da so čim bolj oddaljene, pa čim večje. Je to recept za uspešno investiranje? Ne, to je samo taka interna šala gospodarske zbornice. No, evo, super. Ste kar precej aktiven podjetnik in investitor in tekom današnjega pogovora bova počasi razkrivala vašo formulo za uspešno investiranje in pa tudi opozorila na pasti, ki prežijo na novo počeno vlagatelje. Začniva torej na začetku in obudiva spomine na vaše prve korake v svetu angelskega investiranja. Kako se je vse skupaj začelo in zakaj ste se sploh odločili postati angel? Jaz ne bi rekel, da sem angel, zaradi tega, ker to je zelo taka čudna beseda. Jaz, če kaj, sem tak majhen hudiček, ki se rad posladka z dobičkom. Tako da definitivno so bili začetki zelo dolgo nazaj. Začel sem s tem, da sem poskušal pomagati različnim startupom. Predaval sem po večjih državah o različnih aspektih podjetništva in nazadnje sem se začel spraševati, mogoče bi mogel pred lastnim pragom pomesti. Tako da potem sem začel walk the talk, se pravi, začel sem implementirati strategije, ki sem jih predaval. Hkrati sem pa opazil, da dejansko funkcionirajo nekatere zadeve, nekatere ne, valjda, kot v življenju je navada, nekatere pa da. In ko sem videl, da tiste nekatere pa kar kul funkcionirajo, sem se odločil, da bom začel tudi investirati v določene startupe, kjer sem identificiral, da uporabljajo podobne, primerljive strategije, ki sem jih opazil pri sebi, da funkcionirajo. In večinokrat se je dobro obrnilo, kdaj tudi ne, zato, ampak načeloma je bila pot dolga, kot ste že omenila, predvsem pa polna prijetnih spodbud, takšnih in drugačnih. Samo prijetnih, je bila tudi kakšna neprijetna vmes, ki vas je zaznamovala? Valjda, ne, sej pač kdor dela grešijo, ne, ampak jaz ne bi rekel neprijetna, bolj in manj zahtevne, ne, sej na koncu tudi, če nekaj zafrkneš, se z tega simpatično naučiš in če pozitivno gledaš na celotno zgodbo, je vedno v tvoj prid, ne. Kakršnekoli izkušnjo že imaš.
Se pravi, vedno je lekcija tista, ki je potem na koncu najbolj dragocena, konec koncev, ali pozitivna ali pa negativna izkušnja, vedno se nekaj da potegniti iz tega. Ne? Vsaj tako si želimo verjeti. Ja. V koliko naložbah pa ste recimo trenutno investirani? Malce čez 20, no. Pri tem sem malce čez 10 resno investiran tako z finančnimi inštrumenti, kot tudi s svojim časom. Pri nekaterih pa v manjšem obsegu, zelo različno. To je ena taka zelo razpršena košarica naložb. To se načeloma tudi svetuje investitorjem, da razpršijo naložbe in razpršijo s tem tudi tveganje, ne? Ja, jaz sem stara šola Grahama, Benjamina Grahama in definitivno je razpršenost naložb ena izmed ključnih aktivnosti, ki jih mora investitor skrbeti. Seveda vsak, ki je prebral Intelligent Investor, bi rekel, da jih moraš imeti vsaj nekaj 100, ne? Tako da definitivno je to relativno malo. Ne nazadnje sem še mlad na začetku moje poti, tako da verjamem, da se jih bo dobrošno košarico nabralo v mojem življenju, vsaj upam si tako. Da upravljaš 100 naložb, si moraš pa kar vzeti čas za to, se pravi, se moraš profesionalno v bistvu s tem ukvarjati, ne? Ker 100 naložb je kar konkretna košarica, no? Mislim, sej v končni fazi ne gre za mikromanagement, ne. Gre bolj za inspiriranje, gre za odnos, gre za zaupanje, ki ga imaš z bordom, gre za inspiriranje borda, v katero smer se giblješ in kot vsaki stvari v življenju sebi povežeš sebi podobne. Kar pomeni, da tudi, čeprav so recimo po področjih zelo različne naložbe, pa zelo različne operacije, se ljudje potem tudi na posameznih nivojih med seboj razumejo, smernice so zelo podobne in na podoben način lahko svetuješ ali pa usmerjaš večjo skupino projektov, kar je definitivno pametno in smiselno. Se pravi, je pomembno dobro spoznati ekipo, ki stoji v ozadju neke poslovne ideje, nekega projekta. Mislim, je to tisto, kar je najbolj pomembna stvar? Na naši velikosti sigurno, ne. Zdaj, če bi bil res frajer, pa bi z nekaj milijardami operiral, potem ne bi bilo potrebno ekipe, ne. Potem pogledaš številke in rečeš kul ali pa ne. Zdaj, na naši velikosti pa seveda ekipa izrednega pomena, da ne rečem najbolj pomemben del. Koliko časa si pa recimo vzamete, da spoznate ekipo? Kolikor je potrebno. Če ne poznam ekipe, potem ne moramo sodelovati. Če poznam ekipo, potem lahko občasno sodelujemo. Tako da je zelo različno. Iščete kakšne posebne karakteristike pri teh ljudeh? Ali... Definitivno. Vrednote so ključne, ne. Jaz imam pač set lastnih vrednot, vsaj upam, mislim si, da jih imam. In človek, pa se ljudje, kakor v osebnih odnosih, se zavohamo, ne. Tista kemija je že takoj občutna, ne. In če smo na podobni valovni dolžini, če nas delijo oziroma če nas združujejo iste vrednote, se ne boš potem skozi leta, ker saj s projektom nisi 1 ali pa 2 leti, ampak si recimo 10 leti ali več, nažalost. Rad bi bil 1 leto pa zaslužil, ampak to je relativno nemogoče, vsaj jaz nisem tega dosegel. Kar pomeni, da boš desetletja recimo s tem projektom, s to ekipo in definitivno si želiš imeti iste vrednote, ne boš vedno gledal za sabo, za hrbet, kaj se dogaja. Zaupal boš 100%, ekipa bo vate zaupala 100% in v bistvu ukvarjali se boste samo s tistimi dobrimi, pozitivnimi smernicami, vprašanji, kako lahko nekaj izboljšati, ne? In zato lahko potem tudi kot investitor upravljaš z večjimi priložnostmi. V prejšnji epizodi sem se pogovarjala z Aljošo Domijanom, ki je tudi v bistvu serijski investitor in mi je povedal, da on investira v bistvu v panoge, ki so njemu je blizu e-commerce, ne? In da nikakor ne bi mogel investirati v zdravstvo ali pa fintech. Koliko je relevantna panoga, v katero investirate? Jaz verjamem, da je to zelo osebna odločitev posameznika, ne. Zame je popolnoma nepomembno. Imam zelo različne panoge, bolj mi je pomembno v bistvu, da si z ekipo delimo vrednote. Pa sej ljudje rastemo vsi, tako da mogoče bom čez 5 let drugače menil kot danes, ampak definitivno kot opažam sam pri sebi in v tem lahko sodim, je to, da mi je bliže tiste panoge, ki so bliže mojim vrednotam. Recimo green panoga mi je blizu, se pravi celotna reciklaža mi je blizu. Skratka, panoge, ki puščajo sledi v okolju, v katerem se gibljamo,
Ker ne samo, da nekaj dobrega delamo, ne nazadnje je to zelo pomembno, da delamo nekaj dobrega. To so potem tudi v sustainable managementu simpatični, fenomenalni motivacijski dejavniki, ki jih lahko implementiramo v organizacije. Zato bolj, ko je poslovni model povezan z tem, da pušča neke dobre sledi v okolju, v katerem je, definitivno sem bolj navezan. Je pa res, da so področja zelo različna. Ne bi se mogel opredeliti za enega. Zdaj, pri tovrstnem investiranju imamo več načinov investiranja. Nekateri investitorji zasledujejo impact investing, se pravi, da zahtevajo poleg dobička še neke učinke na okolje. Ne? A tudi vi, konkretno, tudi vas to zanima, poleg dobička tudi nek učinek na okolje? Jaz velikokrat predavam po fakultetah v tujini sustainable management, se pravi, v sustainable managementu verjamemo, da so 3 stebri enako pomembni. To so PPP, se pravi, prvi P je profit, se pravi, dobiček mora biti, brez dobička je šmorno, vse skupaj je nažalost velika. Enak pomemben steber je drugi P, to so people, ljudje. Mi ustvarjamo dobiček in govorim o ljudeh v najširšem možnem obsegu, tako notranji kot zunanji organizaciji. Tretji P je pa planet, spet zelo široko gledano, se pravi celotno okolje. In sej start-upi ali organizacije, nam rekel start-up, rekel raje organizacije, vedno se najdemo tisti, ki imamo podobne vrednote, kot sem rekel. In ko imamo podobne vrednote, poskušamo implementirati sustainable management in tudi, če organizacija ali pa področje prej ni v to smer gledalo, probamo najti, kako lahko gledamo v to smer. Tako da to je vedno možno pivotirati. Ne? Če imamo pravo ekipo, če imamo prave vrednote, vedno lahko implementiramo potem takšne ali drugačne učinke na okolje. Ne bi pa mogel se identificirati recimo s kakšnim igralništvom ali pa s kakšnim takim področjem, kjer v bistvu osebno ne verjamem v neko dobrohotnost ali pa neko pozitivno gesto na okolje, v katerem živimo. Ja, ta ESG investing je zdaj zelo vroča tematika. Pravijo celo, da je zadeva v velikem balonu. Ne? Tako da bomo videli, kaj se bo iz tega izcimilo. A lahko mogoče izpostavite kakšne konkretne naložbe? Sigurno. Zdaj nekatere se začenjajo, nekatere se zaključujejo, nekatere so v vzponu. Mogoče v tem trenutku sem najbolj ponosen v reciklažen center za staro avtomobilsko gumo, ki ga postavljamo v Portugalskem, enega sedaj tudi v Španiji. Gre za res lep poslovni model, kjer ima zelo lepe dobičke, zelo vse skupaj lepo zgleda. Po drugi strani pa dejansko čistimo okolje. Se pravi, nismo neko old boysi, da bi se šli po kavbojsko nekaj zakopavati v zemljo, ampak dejansko nekaj dobrega naredimo in dejansko recikliramo zgodbo. In tako nas tudi okolje perceptira. In take priložnosti, gre za veliko večjo investicijo, vsaj za moje žepe, ampak to so taki lepi projekti, ki lahko združiš v bistvu vse aspekte. Se pravi, tako okolje, tako ljudi in tako dobiček. In bi pač by the book, ne moreš mimo sekati, mislim, tudi lahko mimo sekati, ampak težje. Opazila sem na LinkedIn profilu vašem, da ste tudi član boarda, član uprave v podjetju Dentem, ki ponuja rešitev v oblaku za zobozdravnike. Sem prav? A ste tudi investitor v tem podjetju? Ne? Sem investitor, seveda. Zdaj že nekaj časa smo odprli potem tudi poslovalnico v ZDA. Fokusiramo se na trge, kjer so manj razviti. Skratka, to je afriško tržišče, južnoameriško tržišče, kjer tudi ni toliko storitev za zobozdravnike. To je tudi zelo različne operacije. Še ena naložba mi je padla v oči, in sicer holistični center, ne vem, če bom pravilno izgovorila tole, Svastija, ja. Svastija, ja, to se pa ukvarjajo s celostnim zdravljenjem in pa z ajurvedsko terapijo ter prehranskimi dopolnili. Kaj vas je pa tukaj privleklo? Ekipa, definitivno. Zelo simpatične Indike in Indici so ustvarili še bolj simpatično in dobičkonosno podjetje, ki je v healthcareu. Dejansko deluje, jaz sem matematik, tako da sem pač imam logičen pristop pri celi zgodbi, ampak glede na celosten pogled na zdravstvo se mi zdi bolj pameten od mene, mi je enkrat dal eno prispodobo in rekel, če voziš po avtocesti,
In če se lučka zasveti v avtomobilu, potem moderna medicina poskrbi, da lučka ugasne. Holistični pristop se pa vpraša, zakaj je lučka začela goreti. Zdaj, to je res brutalen primer, pa moderna medicina je nujno potrebna in absolutno jo ful spoštujem. Vendar pa jaz mislim, da se lahko idealno dopolnjuje s holističnim pogledom, se pravi, da se sprašujemo, zakaj smo dobili kakšno res neugodno situacijo, kakor so kakšne take neugodne situacije, ki jih moderna medicina zdravi, ne sprašujemo pa se, kjer nebalans v telesu je prišel do nje. No in seveda ekipa je iz Bangalora, iz Indije, razvita po celem svetu, poskušam s svojimi znanjem, kar ga imam, pa povezavami pomagati tukaj v Evropi. Smo tudi zelo uspešni seveda. In spet, kaj me je gnalo k temu? Spet iste stvari. Super dobiček, super vtis na okolje, v katerem živiš, ker dejansko veliko življenj rešiš, dobesedno jih rešiš, dobesedno imaš potem tiste paciente, ki pride nazaj in se ti zahvalijo za njihovo življenje. To je nekaj takega, kar bi rekel, wow, what the fuck, mislim. Če bi samo zaradi tega bi se kakšen projekt splačal živeti za njega. Tako da take stvari, ki jih znaš skombinirati, ali pa če imaš srečo, znati je, predvsem tudi v sreči, pa si res lahko ponosen na te operacije. Ja, zdaj ste omenjali kar nekaj držav, Indija, Portugalska. Kje iščete v bistvu vse te naložbene priložnosti? Verjetno vas ne najdejo same, verjetno ste tudi sami aktivni. Oboje, saj v končni fazi gre za poslovneže, kot sem rekel, podobno misleče. Jaz sem del večjih mednarodnih mrež, takšnih in drugačnih, tudi sem član gospodarske zbornici, član upravnega odbora Združenja za informatiko, ambasador za Brazilijo. Skratka, tisočenih aktivnosti, ki jih poskušam združevati, predvsem pa, da iščem talente ali pa sebi podobno misleče poslovneže, ki skupaj kakšno ušpičimo. Sej tudi drugi najbogatejši Kitajci rekel, lejte, pa sej jaz v nobeni investiciji nisem večinski lastnik. Imam bolj pametne pa bolj bogate od sebe v vseh posameznih investicijah. Sam, če pa na 100 koncih probam nekaj pametnega narediti, pa nekaj pomagati, se pa nekaj na koncu pozna. In ta način je meni blizu, ni nujno, da je najboljši, ampak meni je ta način definitivno bliže. Ja, kako pa ocenite smiselnost investicije? Kaj pogledate? Poslovni načrt, ekipo, še kaj drugega? Mislim, da je to zelo brutalno. Se pravi, največkrat glede spet na velikost, s katero se ukvarjam, to je neke smečkine velikosti, so ne nazadnje. Gre vedno za revenue. Revenue je super. Enako super je fenomenalen tim. Zdaj, večji, ki je revenue, bolj lahko spregledaš kakšen tim, pa rečeš, ok, s tem revenuejem se lahko prvoščiš tudi mogoče malo boljše talente, manjši revenue, ali pa nič, če je revenue, bog ne daj, ampak se zgodi. Boljš mora biti tim, da z njega lahko potem ustvariš neko lepo zgodbo. Če pa ni ne revenue, pa ne tima, pa nimaš kaj veliko za ustvarjati, pa lahko če odžvižgaš kakšno lepo sonato. A lahko mogoče poveste, kakšno je vaše mnenje glede vrednotenja podjetij oziroma te evaluacije danes, ko gledamo nekatera podjetja, so neverjetna, se vam zdi, da so cene prenapihnjene? Zdaj, to je nehvaležno reči. Zdaj bom zelo politično tak korekten odgovor dal, ampak mislim, da je iskren. Skratka, to, kar bi Marx bolj pametno od mene rekel, bi rekel, vse je ponudbi po povpraševanju. Vse je ponudba po povpraševanju. Danes je ponudbe za viri financiranja zelo velika. Pa nam rekel, da je post-covid, ni post-covid, ampak nekako smo se z eno nogo že nekako navadili, kaj znamo, česa ne znamo, kar pomeni, da se nekje stabilizira covid situacija, mogoče bo to bolj smotrno za reči, kar pomeni, da je virov financiranja ne preveč, ampak rekel dovolj. Kar pomeni seveda, da so vrednotenja visoka, recimo visoka. In zdaj pa, kaj se bo zgodilo? Naravno bi doktor znanosti, pa tudi nisem, da ugotovim, da ko se bo covid situacija popolnoma sanirala, bojo viri financiranja ne bojo usahnili, to se ne dogaja v globalni ekonomiji, ampak se bojo drastično znižali. Kar pomeni seveda, da bojo tudi evaluacije s temu primerno se znižale. Zdaj, da bi rekel, kdaj se bo to zgodilo, ali pa kdaj se bo abruptno zgodilo, ali pa v kakšni obliki se bo to zgodilo, to je bolj, se mi zdi, da kakšno gospodično iz astrologije bo lažje odgovorila na ta konkretna vprašanja, ampak iskreno je pa to čisto ponudbo povpraševanje.
ponudba bo šla dol, virov financiranja, to se zavedamo, saj vsi globalni makroekonomi se glede tega enotni, tudi The Economist je imel super članek 2 tedna nazaj. Tako da to je dejstvo. Zdaj pa, kdaj se bo to dejstvo zgodilo, lahko špekuliramo, ampak tisti investitorji smo načeloma bolj živalci na dolgi rok, tako da kakšnih špekulacij načeloma nimamo najrajše. Tako da kar upoštevamo že v naših evaluacijah, da v nekaj letih, v obdobju nekaj let bojo definitivno evaluacije padle, in okay, to vzameš pač za suho za zlato. Zdaj pa treba pač poslovne modele in svoje odločitve na podlagi tega potem osnovati. A morda zdaj razmišljate o exitu zaradi pač teh visokih valuacij? Vam je to zdaj bolj privlačno kot recimo v kakšnem drugem obdobju? Definitivno. En exit sem tudi zaradi tega dogovoril lansko leto, absolutno. Zdaj ne povsod, definitivno je pač case by case. Se pravi, tam, ki je mogoče bolj so finančni inštrumenti na voljo, ali pa tam, ki so recimo tiste operacije, ki so bolj finančne narave, potem je bolj smiseln exit. Tiste operacije, recimo, ki so bolj okoljske narave, so pa spet drugi parametri, recimo kakšna evropska sredstva, ki vemo, da bo naslednjih 10 do 15 letih zelo intenzivna in tako naprej, ki pa lahko odtehtajo visoke evaluacije. Tako da res je case by case. Ni tako enostavnega. Se pravi, rekel ste, da gre za dolgoročno investiranje, ne? Za koliko časa približno greste v neko zgodbo? A imate začrtano nek termin? Ja, timu rečemo 5 let, pri sebi računamo 10 let, v 15 se pa res fajn izplačajo stvari. Kakšne donosnosti pa pričakujete od svoje naložbe? Je zdaj zelo odvisno. Zdaj v takih naložbah je treba razumeti, da so bolj rizične kot klasične drugačne naložbe, recimo od finančnih inštrumentov na bankah, kakšnih državnih obveznic, zakladnic in tako naprej. Tako da vedno seveda gledamo z nekajkratnim faktorjem. Zdaj včasih imaš res srečo, pa je ta nekajkratni faktor, nekaj desetkratni faktor, da rečem nekaj stokratni faktor, največkrat bolj nekaj desetkratni faktor. Včasih je pač negativni faktor, tudi to se zgodi ne zato. Je pa pač treba seveda smelo gledati na statistiko. Na eno samo naložbo ne moreš gledati tako ali drugače, ker lahko se pač, krompirček popeče in imaš res super priložnost in imaš faktor 20-kratnik v 10 letih. Super. Ampak to nekako ni praksa. Tako da zdaj ponovno bom citiral bolj pametnega od mene Grahama, ki je rekel, 10% na leto za neke izvedbene finančne inštrumente je top of the top. Zdaj, tukaj razumemo, da so pač riziki višji, distribucija sredstev seveda tudi temu ustrezno širša. Se pravi, 10% bi bilo dosti slabo. Verjetno pa pričakujemo tam 30 do 50% letno tiste investicije, ki so uspešne, seveda niso pa vse. Marsikdo se na tej točki sprašuje o vložkih, koliko denarja se ponavadi investira v startupe. To je zelo dobro vprašanje. Zdaj na Googlu boste našli cele razpredelnice, ki so fenomenalno razdeljene. Zdaj deljeno z 2 ali pa deljeno z 4 je recimo za Slovenijo bolj primerno, če sprašujejo v Sloveniji. In to v bistvu je tako vodilo za startupe od seed runde do A runde do B runde. Se pravi, ne pričakovati A runde, če dobite v ZDA-ju, v San Franciscu, da dobite 10 milijonov, je pač tukaj mogoče. Zdaj spet odvisno od področja, v katerem se nahajate. Jaz osebno investiram zelo različno. Jaz sem tudi proxy za moje kolege iz JP Morgana pa iz drugih bank in določene posle, določene operacije pač pripeljemo toliko, koliko je potrebno, koliko je to smiselno. Če pa ni smiselno, pač ni smiselno pripeljati. Tako da jaz sem bolj taka mečkina bolhica z manjšimi finančnimi inštrumenti, ampak ko se vidi, da je neka smiselnost v zadju, pač jaz osebno zdaj govorim, sproksiram ustrezna sredstva, ki so potrebna. Ampak ostali investitorji pa v večini uporabljajo lastna sredstva, kar v Sloveniji je zelo večje pomanjkanje kot recimo na Dunaju je to malce bolj živahno. Tisti ticket size so pa navadno, se pravi, deljeno z 2, deljeno s 4 od ZDA, pa smo že kar na nekih smelih številkah, se mi zdi, ampak spet zelo individualno.
A to je stvar pogajanja oziroma neke debate s podjetnikom glede višine vložka? Mislim, tudi od kapacitete podjetnika. Ne. Nekateri podjetniki imajo hard cap, rečejo, ok, jaz bom investiral to pa to v tem letu, to pa to v tem letu, neki venture cap skladi tveganega kapitala imajo spet svojo strategijo. Nekateri skladi včasih, par let nazaj, 10 let nazaj, si prišel do venture sklada, pa je venture sklad rekel, ok, v letošnjem letu bom zbrnil 100 milijonov, naslednje leto 120 milijonov, to je moj strategy plan, zdaj lahko padeš v ta program, lahko padeš v drug program. To je bilo včasih. Danes je vedno več teh mi, ki ventiliramo zrak, ki nas je posod preveč, skratka, ki smo povezani. In ko ti vidiš eno priložnost, se bolj fokusiraš na priložnost, kot na kapital, ki ti je na voljo. Zaradi tega, ker moj kapital je vedno omejen, ne glede koga imam, pa koliko investiram. Ampak če sem pameten investitor in če znam identificirati priložnost, imam itak svojo mrežo podobno mislečih, ki jim poklical in rekel, tle imam eno super investicijo, je malce večji ticket size, ampak če si razdelimo, jo glitko super izpeljemo. Tako da danes je vedno bolj poudarjen co-investing, ali preko različnih proksijev, ali direktno preko individualnih investitorjev, in vedno bolj smiselno je tudi zaradi razprošenosti naložbe, o čemer smo prej govorili. Tako da jaz mislim, da ticket size, včasih 10 let nazaj je bil to fenomenalna beseda, prva beseda je bil ticket size. Danes je vedno stvar o rezultatu, kaj delamo. Če delamo neko novo raketo, se ne bomo pogovarjali o milijonih, ampak o desetinih, da rečem stotinah milijonov. In bomo pač druge ljudi ali pa druge sklade poklicali, kot če se bomo pogovarjali o nekem appu, ki bo relativno zmožen z manjšimi investicijami narediti. Ampak pomemben je rezultat. Zdaj, če bo rezultat smiselen, bomo že poklicali tiste ljudi, ki so potem tudi odgovorni, da bomo so investirali ustrezna sredstva. Je pa nehvaležno odgovor, ker vsak misli, a bom dobil zdaj 100 jurjev, a bom dobil 1 milijon. Najboljši odgovor je, koliko rabiš. Ampak boš razložil, zakaj to rabiš, in če rabiš milijon, če boš z njega naredil 10 milijonov, ni problema. A rabiš 100 milijonov, pa boš z njih naredil milijardo. Super. Ampak rabim nek tangible background potem. Ja. Večkrat ste omenili, da gre za izrazito tvegano naložbo, pa me zanima, kako prepoznate tveganja in kako jih v bistvu obvladujete? Ja, zdaj registra tveganj nimamo, kot navadno imamo v organizacijah. Američani bi rekli, da je za gut feeling, ampak sej pri manjših naložbah to spet ni takšno veliko tveganje. Se imaš tudi potem indirektne učinke, kot dostop do kadrov, dostop do talentov, izmenjava mnenj, idej. Podjetja največkrat tudi skozi to insourcajo potem inovacije in imajo izvor za inovacije, tako da ne govorimo samo o direktnih učinkih, ki jih posameznik vidi v investicijo. Ampak če govorimo konkretno o tveganjih, je pač initial screening ključnega pomena. Zdaj, manjši je ticket size, za 100 jurjev si zihar ne boš zdaj naročil in due diligence, ki te bo stal 50 jurjev per enem od velikih. Zdaj, za neko 8-9 mestno številko bo sigurno ene 3 due diligence, ki bojo prišli zelo verjetno iz ZDA pogledati pa prešnjofati organizacijo. Tako da riziki so zelo povezani z velikostjo investicije. Manjša je investicija, bolj smo nam rekel šlampasti pri upravljanju z riziki, ampak bolj zaupamo na tim. Če ima tim tisto kemijo v zadju, tisto magic sauce, če se te vrednote poklapajo, če vidimo, da je zgodba o uspehu, potem ne bo še 10 let delal raziskav pa analiz. Večja je investicija, bolj je zahtevna, bolj ko se pogovarjamo o nekih cutting edge tehnologijah, ker seveda investitor nima nobenih kompetenc jih razumeti v podrobnosti, ker so na oni strani neki znanstveniki, ki se desetletja s tem ukvarjajo. Bolj potrebujemo na naši investicijski strani tudi takšne organizacije, takšne znanstvenike, ki delajo ta due diligence. Teranos je bil tak primer, ker pač investitorji niso tega delali, ampak to navadno ni praksa. Navadno je praksa, da investitorji pri večjih tiketih, predvsem tem, kad delamo proxy, tam definitivno delamo due diligence. Ker tudi moja kredibilnost potem do mojih partnerjev v ZDA ali pa v Braziliji je v vprašanju, če povežem oziroma poprosim za ko investicijo v nek velik projekt, kjer je v zadju nek bullshit.
tega se ne smem privoščiti, ker drugič jih ne bom več poklical. Tako da boljš, ko je kompleksnejša, ki je investicija, več organizacij vpletenih v due diligence, definitivno. Ampak riziki pa vedno so, ne. To pa, ja. Kako bi vi sami sebe ocenili kot izrazito nagnjenega k tveganju? Ne, absolutno ne. Ne. Zelo konzervativen. A to se vam zdi konzervativna naložba? Absolutno. Mislim, skozi moje oči, seveda, vsake oči imajo svojega malarja, tako da to je subjektivno težko oceniti, ampak definitivno bi zase rekel, da sem zelo konzervativen investitor. Lahko pomagam samo tisto, kar razumem. Razumem zelo malo, vedno probam najti kakšne bolj pametne od sebe, ki bolj razumejo od mene. In če vse razumemo, če imamo pravo ekipo, če imamo kakšen revenue v zadju, ki dokazuje, da je tržišče, da je market fit zgodba, why not? Saj riziki, kot ste vi sama rekla, so zelo pomemben faktor. Ja, a investirate morda tudi v delnice? Nekaj sem v preteklosti, seveda tudi v blue chipe investiral. V tem trenutku sem se dezinvestiral iz blue chipov zaradi moje investicije v reciklažne centre, kar bomo zelo hitro sanirali seveda in dali nazaj. Tako da delnice so pomemben del mojega portfolija bile, zdaj trenutno niso, bojo spet v prihodnosti. Tako da. A spremljate morda tudi kriptotrge? Kriptotrge seveda spremljam. Iz različnih razlogov. Tako da. Tudi investicijskih mogoče? Zdaj investicija, ne bi rekel, da gre za investicijo. V kriptotrgih je bolj ali špekulacija. Zdaj imam zelo veliko kolegov v kriptotrgih in jih zelo cenim in spoštujem. Zelo dobro mantro sem na začetku povedal, pa bi jo ponovil, če dovolite, in sicer ponudba pa povpraševanje. Ker so različni verski zagovorniki in ene in druge strani, ne bom šel v podrobnost, koliko je kripto smiseln ali ne. Vedno pa je dober feedback, pa dober indeks, pokazatelj, ponudba povpraševanje. Takrat, ki je povpraševanje, super, ne? Gre vrednost gor. Koliko je vrednost bitcoina? Je taka še kot povpraševanje. Če je za nekoga vrednost $100,000, odlično. A je to investicija? Zdaj, špekulacija, špekulativna investicija je to, ne? Mogoče pa nekomu za to jutri je vrednost $110,000. Cool, super, ne? Zdaj, s kakšnimi inštrumenti pa znamo to oceniti, za koliko je nekaj jutri vredno, je pa stvar posameznega investitorja, ki se odloči, ne? Ampak gladko moramo tukaj marksizem vzeti in reči, povpraševanje je takšno, ponudba je takšno. So pa zelo različni, bipolarnost, no, seveda. Se strinjam z vami, ampak ne bova preveč razkrila, se boste več in še bolj poglobljeno, ne samo o investiranju, ampak tudi o napakah, delili z udeleženci na brezplačni šoli za vlagatelje. Kaj ne? Z veseljem, kar bomo skupaj zmogli, če ne bo pa kakšno novo špičilo, ne? No, odlično. Najlepša hvala za res super pogovor. Želim vam še naprej veliko uspeha tako v poslu, kot seveda tudi pri lovljenju dobrih naložbenih priložnosti. Cool, hvala lepa enako, ne?